Bomo kar začeli. Dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v razvojnem centru Narave v Poljčanah v okviru Demokracija magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri predajamo pogovore v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so izšle pri naši založbi Nova obzorja. Prav lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Naš današnji gost in sogovornik je teolog, novinar, urednik in publicist Gašper Blažič, s katerim bom spregovoril o različnih knjigah, predvsem pa o njegovi najnovejši knjižici, ki nosi naslov Po Marijinih stopinjah. Seveda pa se bo dotaknila tudi aktualnega družbeno-političnega dogajanja. No, ker sva z Gašperjem sodelavca na uredništvu revije Demokracija, se bova tikala. Gašper, torej lepo pozdravljen. Leta 2016 si skupaj s Slavkom Kmetičem sta izdala knjigo Stavka, ki je iztirila rdeči režim. To je bila v bistvu tvoja prva knjiga oziroma v soavtorstvu. 3 leta kasneje pa si izdal še knjigo Kolumen z naslovom Slovenija vstan. Morda, če nas lahko za začetek spomniš, za katero pomembno stavko je to pravzaprav šlo, ne? Ja, s stavkami oziroma štrajki je pravzaprav tako. To in tam se kakvi pojavi, zdaj mogoče nismo več jih tako vajeni. V 90-ih letih je bilo recimo tega največ. Vedno je šlo za nek tak upor, spontan upor delavcev, lahko tudi organiziran. Ampak recimo v času socializma stavka uradno ni obstajala, ne. Tam so se res dogajale spontana prekinitev dela, ne. Dobili so plačilne liste, to pa ni ničemur podobno in smo vstavili stroje lepo, ne. Tako se je to dogajalo in recimo v Lita stroju se je to tudi tako zgodilo. Pak Lita stroj leta 87, decembra je imel eno tako že zelo politično konotacijo, ker je šlo za tako imenovane Titove zavode, za eno tako podjetje oziroma gospodarsko družbo, ki je imela tudi en močan političen renome. In recimo pri stavki železničarjev, strojevodij, to je bila pa ta knjiga, v kateri smo ta knjiga govori prav o tej stavki, gre pa šlo za dogodek, za prvo organizirano, vnaprej napovedano stavko, ki je bila pravzaprav čisto ena taka, bi rekel, na začetku naj ne bi imela nobenega političnega afekta. Šlo pa za hudo kritiko samoupravnega sistema, ker takrat, kot mogoče se nekateri še spomnite, da so bili ti delavski sveti, pravzaprav smo vsi kobajagi delavci odločali sami sebi, ne. Seveda je bilo to samo na videz. Seveda vsi so se tam zavedali, da ni bilo tako, da je bila realnost vse kaj drugega. In to niso bile problem samo plače, ki so šle rapidno navzdol, problem je tudi inflacija in tudi ves sistem. In vsa stvar se je nabirala skozi leta in potem skozi leto 1988 do tedaj, ko so potem sredi decembra strojevodje, ko so videli strojevodja iz osnovne organizacije sindikata Tovzda vleke vlak v Ljubljana, so pač videli, da se ne da nič dogovoriti in so vnaprej napovedali in to v bistvu po zakonu o stavkah, ki je šele nastajal in so ga pripravljali v tedajni Zvezi sindikatov Slovenije. In tedajni predsednik sindikatov Miha Ravnik je priznal, da je tja celo klical Milan Kučan in se grdo zdiral nad njimi, češ kaj pripravljajo take zakone, da to ni v skladu s socializmom. Kakorkoli že, ponedeljek, mislim, da bo ponedeljek 27. decembra zjutraj, še se stavka začela, ampak tako, da so strojevodje za vse vlake, ki so krenili pred to uro, da so prišli do konca, potem pa nič več, ne? Da so prišli do končne postaje. Potem so še nekaj stavkov kazi vozili, ne? In ko so se pa potem vse skupaj ustavilo, ko so tudi tovorni vlaki obtičali, je potem nastal velik kaos, ker ni bilo dovoza surovin in je začela industrija tudi
crkavati in takoj so začeli se obračati direktorji podjetij na vodstvo Slovenije, Socialistične republike takrat še, da morajo nekaj narediti. In bile so to seveda hude grožnje, da bo jih bo mobiliziralo vojsko, da bo s tem stavko razpustili, da jih bojo zaprli in tako naprej. Slavko Kmetič pa je postal vodja stavkovnega odbora v odboru, ki je bil prej, v bistvu so bili to v stavkovnem odboru vsi člani tedanjega izvršilnega odbora osnovne organizacije sindikatov v tistem Tozdu, ki so se, potem se je to preoblikovalo v stavkovni odbor in rekel, vsi za ene za vse, velja moj glas. Stavka je ustavljena, ko jaz rečem medijem, radio, televiziji, da boste vedeli, ne? Če me slučajno zaprejo, da se stavka nadaljuje, no? In se ga niso upali zapreti. In naslednji dan, 28. so med številnimi zahtevami, so bile nekatere zahteve že skoraj nekako izpolnjene, ker je prišlo celotno vodstvo Slovenije, to je bilo predvsem izvršni svet, tedajni predsednik Dušan Šinigoj, v prostore železnic, slovenskih železnic, takrat je bilo to železniško gospodarstvo Ljubljana, in prišlo do nekaterih realiziranih dogovorov, zaradi katerih je potem Slavko Kmetič dal medijem sporočilo, da se stavka ustavlja. Eno od teh zahtev je bila pa tudi odstop jugoslovanskega premijerja Branka Mikoliča in ta odstop se je čez nekaj dni spontano zgodil. Ampak ne zato, ker bi železničarji tako zahtevali, ampak zaradi neuspešnih pogajanj z mednarodnim denarnim skladom, ker Mikolič je bil pravzaprav še en takih zadnjih Titovih ljubljencov, dogmatikov, bil je prej šef organizacijskega odbora za olimpijske igre v Sarajevu. S tem je v bistvu dobila ta stavka železničarjev močan političen pomen, tudi zato, ker je kot posledica te stavke bilo potem tudi nastanek prvega neodvisnega poklicnega sindikata, ki je bil neodvisen od sindikalne mreže. To je v bistvu sindikat strojnega osebja Slovenije in Istre, kasneje je to postal sindikat strojevodij Slovenije. No? In v bistvu sva Slavkom Kmetičem naredila en tak knjižni intervju na to temo, ker je v bistvu ta dogodek čisto pozabljen, nikjer ga ne boste skoraj opazili v teh zgodovinskih knjigah. In to je tudi, ker sem takrat sem tudi opazil, da je šel knjižni intervju z Ivanom Omanom, vse rekel pa bilo pa mogoče dobro narediti tudi Slavkom eno tako knjigo. Problem je v bistvu tudi v tem, ker je takrat je tudi nekdani predsednik uprave železniškega gospodarstva Ljubljana, Jože Slokar, je tudi izdal knjigo 2016. prav tudi o tem. Jaz smo rekli, bomo malo vrnili, malo ravnotežili, no in potem je prišlo do realizacije tega projekta, tako da smo nekako spravili tudi stavko strojevodij v zgodovinske arhive. Hvala. V bistvu zanimivo pri tem je, da v tistem času te stavke sem pa jaz v bistvu kot po srednji šoli v bistvu potem delal v bistvu na železnici in popravljal lokomotive električne. Ampak pustimo to. V tvoji prvi samostojni knjigi Slovenija v stanci objavil kolumne, ki si jih napisal v daljšem časovnem obdobju za revijo Demokracija, spletni portal demokracija.si in še nekatere druge spletne medije. Kaj je bila glavna poanta, sporočilo te tvoje knjige, v kolikšni meri so te tvoje kolumne aktualne še danes? Ja, pravzaprav nekako sem komentiral tiste politične dogodke v tedanjem tistem obdobju, nekako je bilo to 2009 naprej in nekako do 2019, nekako v razdobju 10 let. Poanta vsega pa je bila nekoliko odpreti oči glede tega, kaj se dogaja v tej naši nedokončani slovenski tranziciji. Vemo, da se v tem času veliko dogaja. Imeli smo recimo afera Patria, imeli smo ta škandalozen sodni proces proti Janezu Janši, Antonu Krkoviču, Ivanu Črnkoviču. To je pravzaprav razvpit sodni proces, ki vemo, da se je potem končal za razveljavitvijo. Vendar pa se je takrat po slovenski javnosti, jaz sem tako opažal, so se pojavljale
pač interpretacija o tem, da je to pač nekaj normalnega, da gre za sojenje zaradi korupcije, da pač moramo popolnoma zaupati sodnemu sistemu, da bo že naredil svoje. Jaz sem nekako zelo dvomil v to in tako, da so se širili, so se potem tudi razne, bi rekel, neutemeljene trditve o tem, da smo pri nas v Sloveniji že dosegli polni razvoj demokracije, kjer sta levica in desnica nekako v enakovrednem položaju. Vemo pa, da še danes ni temu tako. Sam pogledajmo medije, kaj se dogaja. Kaj se dogaja na RTV-ju. In jaz sem skozi te kolumne sem potem hotel dokazati, prepričati tudi javnost, da je še vedno vlada neka asimetričnost v Sloveniji, ker mi imamo globoko državo, jaz vi rečem politično podzemlje in mi tega ne smemo podcenjevati, ker leta 1990 smo nekako prišli iz nekega enostrankarskega sistema formalno v večstrankarski sistem, ampak moramo vedeti, vsak kadrovska garnitura v medijih na RTV Slovenija, takrat če RTV Ljubljana je ostala ista. In nekako je vsa in bi rekel, ostalo je veliko ostalin prejšnjega sistema. In pač jaz sem hotel potem tudi ljudi potem prepričevati, da je treba pač dvigati svoj glas za demokracijo, da je treba demokracijo šele doseči. Ker to ni bilo zdaj, da smo dosegli večstrankarski sistem, zdaj pa vse upravljeno, ker vemo, kaj se recimo dogajalo v nekaterih poltotalitarnih držav. Recimo Rusija danes, ima Putinova stranka popolno oblast. Tam opozicija je praktično brez moči. Komu zdaj želimo biti podobni? In to je v bistvu dejansko tudi poanta te knjige. Slovenija vstan, išla je v času še Šarčeve vlade, to je treba vedeti. In potem je mogoče nastala ena taka nenavadna okoliščina, da potem, ko je prišla pomladna vlada na oblast, spet, ker je pač prejšnji premier vrgel puško v koruzo, kot radi rečemo, nisem mogel nekako zdaj direkt reči Sloveniji, da se ne Slovenci zdaj grejo na ulice, pa fajn protestirajo, ker če bi protestirali samo proti vladi, kakor zdaj ti kolesarski protestniki počnejo, vemo, da tu ne gre boj za demokracijo, kakor se eni mislijo, ampak gre bi se dejansko bolj boj za privilegije. V bistvu, kot vemo, je letošnje leto v Sloveniji super volilno leto. Konec aprila naj bi bile državnozborske volitve, jeseni pa lokalne in predsedniške. Prek posebnega elektorskega sistema se bo volilo tudi član Državnega sveta Republike Slovenije. V kolikšni meri lahko pa tvoje tudi tokrat volilne karte premešajo tako imenovani novi obrazi? Ja, nedavno sem napisal en komentar prav na to temo, na spletni strani Demokracije ga lahko najdete, o novih obrazih. Nekako sem analiziral nove obraze nekako od leta 1990 naprej. Takrat, konec 80-ih, začetek 90-ih, so si ljudje naveličanih tega neprestanega, tega razpadanja Jugoslavije in starih režimskih struktur, so se nekako želeli sprememb. In to je res, in to se je pokazalo potem tudi v volitvah v prvo demokratično skupščino. Vemo sicer, da te volitve pa niso bile poštene. To je bilo v bistvu, to je tudi en del zgodbe o nedokončani slovenski tranziciji. In sem potem tudi oceneval, kako je v bistvu Drnovšek, ki takrat že ni bil več potem nov obraz, postal slovenski premier. Leta 1989, ko smo volili člane predsedstva Jugoslavije, ki je potem takoj postal tudi predsednik, to je v bistvu en tak preizkus režima. Jaz nisem imel še volilne pravice, sem bil še premlad. Ampak s tem je v bistvu rdeči režim meril javno mnenje, kako ravnati naprej. In s tem, ko je ponudil dva kandidata iz gospodarskega sveta in da se je volilno telo na tem referendumu odločilo za mlajšega in manj poznanega, to je bil neki signal, kako potem usmerjati tranzicijo naprej.
Vemo pa, da se šele nekako po leta 2010 se je potem nekako začel bolj razvijati ta sektor novih obrazov, ker vemo, da je takrat začela ta LDS, je prej razpadla, velika LDS, Liberalna demokracija Slovenije, se spomnite, ni bilo več nekega partnerja novega, neke nove stranke, ki bi zadovoljevali interese tranzicijske elite iz ozadja. In so začeli uporabljati nove stranke, pojavili so se nekateri stranski igralci, ki so imeli bolj druge interese, recimo spomnimo se Državljanske liste, za katero smo mislili, da bo mogoče dvignila kak glas za pomladno stran, ampak se je to, vemo, kako se je to potem ponesrečilo leta 2013, po tistem zelo ponesrečenem mnenju Računskega sodišča, se mi zdi, KPK, protikorupcijske komisije, se opravičujem. Zdaj včasih niti ne ločem več med temi nadzornimi inštitucijami, ki jih je toliko veliko. Ker so vse spolitizirano. Ja, ker je vse spolitizirano in potem, to je bilo potem samo izgovor, zato da so potem vlado rušili in kakor vemo, je takrat oblast prevzela Alenka Bratušek, še eno od teh tako imenovanih novih obrazov, ker je predtem postala predsednica začasna Pozitivne Slovenije, no, na to se je odcepila, ustanovila stranko Zavezništvo, odnosno SAB, danes to. In kakor vidimo, potem še najbolje je v bistvu stari nomenklaturi uspelo s Cerarjem. In kako je v bistvu to nastalo? Spomnimo se, volitve 2014 so bile, ravno po obsodbi v zadevi Patria. To je bil idealen čas, ker so vedeli, da bo veliko ljudi v dvomih, da ne bojo prišli na volitve tisti, ki bi lahko dali glas pomladnim strankam. Ker so je bil nekdo od njih obsojen in šel v zapor, so bile so rekli, naše sanje so pokopane, ne bomo šli na volitve. In na drugi strani je pa del tega bazena pobrala stranka Mira Cerarja. Ampak v bistvu, kaj je s to stranko Mira Cerarja sploh bilo? V bistvu je bilo to, da je nekdani, če se spomnite, nekdani tajnik na LDS-u, Peter Jamnikar, je ustanavljal neko sredinsko stranko z nekimi kolegi, postavljal njihove odbore na terenu. To je treba neko mrežo narediti, občinsko mrežo. Ja, sam verjetno kakšnih hudih ambicij s to stranko ni bilo, potem pa se znajde Jamnikarjev stari sovražnik Golobič in je vse skupaj s svojim kolegi to prevzel, ker je nomenklatura to rabila in so hitro porinjali naprej Cerarja, ki ni bil politik, bil je pravnik, dokaj znan tudi, ker vemo, da je bil tudi 2007 na predsedniških volitvah. So najdeli enega pravnika in diplomata, Danila Tirka, ki je bil prej OZN in ni bil politik, pravem pomenu besede, in je v drugem krogu predsedniških volitev premagal zelo znanega Lojzeta Peterleta. In so rekli, bomo še tukaj le probali. In dejansko mi je res uspelo, ker so porinili nekoga naprej, ki je skozi govoril etika. Vse smo vsi vedeli, to so to prazne besede, mnoge ljudi pa to prepričalo. In se je pokazalo, da je to še en novi obraz za kratek rok. Kje je danes Cerar? Nikjer ga ni. Potem so šli na Šarca, župana iz, takrat je bil župan Kamnika, Metod v tvoji občini. Bil je en tak zabavljač režimski, se rekel, s tem nam mogoče ratal, pokazalo se je, da prvega mesta res ni usvojil, ampak ker se je oblikovalo neko predvolilno zavezništvo proti Janši, je mi uspelo, da je on postal spet premijer. In je bil spet to izgubljen čas za 1 leto in pol, no, hvala Bogu, v nekaj trenutku pa je izgubil živce in puške so frčale v koruzo. On je pač mislil, da bojo predčasne volitve, računajo na to, da bosta LMŠ pa SMC, ki se je medtem že premenovala in dobila drugo vodstvo, da bomo šli lepo na predčasne volitve in bomo spet zmagali. Ampak račun brez krčmarja, nekateri dejavniki v politiki so nekoliko drugače razmišljali. Tako da zdaj pa vidimo, da se pojavljajo Zorčič z novo stranko, pa Leben z novo stranko, pa Golob z novo stranko in da so vse te stranke, da so začele jih na javnomnenjske agencije napihovati
ena javnomnenjska agencija zbere eno neobstoječo stranko, drugo, vsako malo napihne, prepriča ljudi, da to obstaja in s tem, temu se v bistvu reče javnomnenjski inženiring. Tako se je pri nas. Ja. Kaj pa misliš v bistvu od teh novih strank, kako se bojo, recimo, če bo ta potencijalna stranka Roberta Goloba, v katero volilno telo se bo potencijalno zažrla? Ne, v bistvu, ali bo bolj v levo, ali bo to neka fluidna sredina, ali kaj bo, ali v bistvu bo, nekako se zdi, no, da se najbolj ogroženi počutijo glede tega, verjetno v koaliciji KUL, ne? Ja, to je zanimivo vprašanje in to je dobro vedeti, ne. Veliko je to odvisno tudi od obnašanja Roberta Goloba, ne. On je sicer brihten človek, to je treba vedeti, je brihten človek, take so še bolj nevarni, ampak po drugi strani to pomeni, da ne bo rinil v neke projekte, kjer bi vnaprej vedel, da bo poražen. Ampak, ko je stopil nazadnje na oder in rekel, da je treba fašiste sterati z oblasti, je s tem enostavno stopil v KUL-ove čevlje in je začel njim pobirati glasove. Ker ljudje v Sloveniji, moramo vedeti, ne maramo, v bistvu, nasplošno ne maramo skrajnežev. Za skrajne opcije nismo, čeprav se včasih zdi, da te skrajne opcije zelo ven sekajo. Recimo, jaz sem še pred 2 mesecema sem imel občutek, da ta Stevanovičeva tako imenovana resni.ca, kolikor se to imenuje, da bo to ena zelo množična stranka, ki bi ogromno ljudi lahko potegnila. Pa ni čisto tako. Potegne lahko par takih zelo razgretežev, ki padajo na populizme. Take lahko potegne. Ampak ja, tako da je to veliko vprašanje, kam se bo obrnilo. Treba tudi vedeti eno zadevo. Gospod Golob ni nekdo, ki bi bil šele zdaj vstopil v politiko. Ni res to, kakor govorijo, da je on neki novinec, novi obraz v politiki. Robert Golob je bil državni sekretar že leta 1999 v LDS-ovi vladi pod Tejo Petrin. Tega noben ne omeni. Bil je državni sekretar za energetiko. Potem bila Bajukova vlada, če se kdo spomni, je minister za gospodarske dejavnosti postal dr. Jože Zagožan. Kaj se je zgodilo? Takrat so se začeli te kadrovske boji za ELES, za energetiko. Vemo, da je Robert Golob tukaj, ki takrat ni bil več državni sekretar, je zelo oponiral in se je vključil v ta boj. Potem je prišla LDS oblast nazaj, on je šel spet na energetiko za državnega sekretarja, tokrat na Ministrstvo za okolje in prostor. Bil je nadzornik v 5 inštitucijah, predsednik nadzornega sveta, ena najvplivnejših, potem se je pa spet malo omaknil nazaj. Je pa, mislim pa, da se on vseeno bolj udobno počuti v gospodarstvu in da je to spet, to njegovo porivanje v politike, da je to spet projekt tistih stricev, ki ga potrebujejo. Ampak v bistvu bil je pa tudi v bistvu pozitivni v Sloveniji in tudi v SAB. Tudi, ja. V bistvu je menjal stranke, kot spodne hlače, ja. To je v bistvu, tudi tega ljudje ne vedo. To je treba povedati. Jaz sem tudi članek napisal o tem decembra na spletni strani, kje je že vse bil. V bistvu se je pojavilo povsod v teh tranzicijskih strankah, ki so se levile nekako, in zdaj bi pa nastalo spet nekaj novega, in če se bomo spet pustili takole potegniti, ampak mislim, da je glavni namen stricev je, da potegnejo tisto volilno bazo, ki bi sicer ostala doma, ki so mogoče razočarani zaradi teh ukrepov, to je zelo naivno mišljenje. Ukrepe proti širjenju COVID-a bi imeli v vsakem primeru, ali če bila vlada desna, ali če bila leva, ki vidimo po Evropi, je to ni važna politična pripadnost. Povsod je to bilo. Tako da, ampak če bi pa slučajno, če predpostavljam recimo, da bi pa zmagala neka anticepilska stranka, veste, kaj bi se zgodilo potem? V 5 minutah po prihodu na oblast bi se vsi scufali med sabo in se rešili in bi bile nove volitve. Tako bi bilo. Ja, to se strinjam s teboj, ja. Prejšnjo leto si področje politike, političnega komentiranja vsaj delno zapustil, če lahko tako rečem, in se kot urednik portala blagovest.si in molitev.si bolj posvetil duhovnosti, teološkim vprašanjem, spremljanju delovanja Rimokatoliške cerkve in podobno.
Lani jeseni pa si pri naši založbi Na obzor izdal knjižico Po Marijinih stopinjah. Kot je v spremni besedi zapisal teolog, profesor dr. Anton Štrukelj, pa je ta nekako nastala na podlagi tega, da si v lanskem mesecu majniku objavljal vsakodnevna premišljevanja kot spletne šmarnice. Kako je bilo s tem? Ja, to je pa zanimivo. Čisto duhovna tema, ne? Čisto stran od politike. Preskok. Ja, ker sem pač nek preskok, rabil sem malo tudi, pač mora, jaz sem recimo imel ravno 1 leto nazaj sem prebolel COVID-19, ker za našo družino tudi ni bilo enostavno, ne? Potem pa še manj enostavno bilo potem spremljati na Facebooku vse te polemike na družbenih omrežjih, to so se klali med sabo in vidim, da so se tudi, žal moram tako reči, katoličani zelo razdelili med seboj, ne? Ker vidim, ravno danes sem recimo prebiral zanimivo na spletni strani, slovenski spletni strani Opus Dei, se nekateri tako bojijo tega, je bilo prav en tak članek meditacija o notranji svobodi v Kristusu. To pomeni, da če si notranji svoboden, da je tvoja vera zrela, da tudi znaš ravnati iz sebe, da veš, prevzemaš odgovornost za to, kar ravnaš in se ne skrivaš za drugimi, ne? Ker vidim, da ti zrele vere je pa zelo malo. No, jaz sem se potem vzel kot izziv eno tako spreobrnenje, zaprl sem svoj Facebook račun, sem rekel, takole se pa ne morem iti, da sem pa zdaj šel v vojno z ljudmi, s katerimi sem prej sodeloval, rekel, ni govora. Mene je to strašno bolelo, to je bila zame zelo težka pomlad, takrat je imel pa, ravno v tem času imel pa pater Manjakal, mogoče ga kdo pozna od vas, to je Indijec, živi v Nemčiji, pa ima tudi seminarije po svetu, zdaj ima bolj preko spleta, tudi duhovnik, ki tudi moli za ozdravljenje in osvoboditve in se dogajajo tudi številni čudeži, ne. Imel seminar za Slovence preko spleta in ta seminar me nekako se tako globoko dotaknil, sem rekel, moram narediti en korak do spreobrnenja. Takrat do tistega trenutka sem bil recimo zelo kritičen do papeža. Pa sem rekel, dober, dajmo mu priložnost. Ne? Tudi papežu sem nekoliko zamenjal svoj pogled nanj, sem se rekel, tudi če kdo misli, da je antikrist, ampak v Svetem pismu je bila dana obljuba, da cerkve peklinska vrata ne bojo premagala. Pa tudi če prej ne vem kakšen, spomnimo se, v zgodovini so imeli Aleksandar VI, to Borgici, to so bili zelo razvpiti papeži. Ne? No, in potem posledica tega spreobrnenja pa bilo nastanek portala, ker res mislim, da ga ne bi bilo, ne? Če ne bilo tega mojega notranjega brata, portala ne bi bilo danes. Ne? Najprej bilo to, urad je bil odprt 25. aprila in takoj potem sem se odločil, da bom začel objavljati vsakodnevna premišljevanja, spletne šmarnice. Sem se zadal za ta duhovni projekt, tako da sem vso Marijino življenje nekako iz vse, kar je znano iz Sveto pismo, pa tudi iz nekoliko izven bibličnih virov, sem nekako spravil v 31 delov in tako je nastal s kasnejšimi popravki. Je nastala neka celota, ki je zbrana tudi v tej knjižici. In se začenja recimo s prvim poglavjem, vemo, da prvi maj so bile bolj korenine našega odrešenja, nekaj predstavljeno tudi v Svetem Jožefu, recimo, vemo, 1. maj je recimo praznik Svetega Jožefa Delovca. Ne vem, če koga zanima, ne, ravno danes sem na blago vest objavil, koliko je bil star Sveti Jožef, ko se je Jezus rodil, ne, zdaj v Božič. Ker pesmi nam govorijo ljudske, da je bil en starček, pa vdovec. Ja, glede na okoliščine, kam vse je mogel peljati Marijo, najprej z Nazareta v Betlehem, z Betlehema v Egipt, z Egipta nazaj v Nazaret. Jaz ne vem, če bi starc tole preživel. Malo se hecam, ne? Ampak je tudi neko zrno resnice. No, to sem hotel, malo nekaj teh spoznan, nota tudi predstaviti Marijo mogoče in njeno življenje, pogled na Jezusa z njenimi očmi, mogoče tudi nekemu bralcu, ki mu mogoče ta literatura ni tako blizu. Ne? Zato, ker vemo, da mogoče koga lahko doseže, tudi ki ne bere ognjišča, ne bere družine ali pa verskih medijev. Tako, in to je v bistvu namen te knjižice, ampak to je šele začetek. Dogajajo se že novi projekti.
Če še ostanemo malo pri tej tvoji knjižici, a ne? Torej, vezana je na Marijino življenjsko zgodbo in se večinoma naslanja na Sveto pismo. Ja. Pri tem si nekako vsako poglavje razdelil na 3 dele. Glavni uvodni del je tvoje teološko razmišljanje, kjer se v prvi vrsti nasloniš na Sveto pismo, ki ga citiraš, na to imaš vprašanje za razmislek in na to sledi še tvoj predlog za molitev za tisti dan. Ja, dejansko je tako. Če nekako vemo, kako se šmarnice izvajajo, ne, šmarnično branje, vsak dan v maju, ne vem, če ste daj hodili, koliko ste, to je recimo na mesto pridige običajno, če to maša, ne, je tako eno tak kratka meditacija, razmišljanje. Običajno pa to, jaz sem šel to čisto mimo procedura, ne, običajno se neka tema predlaga Slovenski katehetski urad, naredi razpis na neko temo in potem izbere in to predlaga župnijam. Ne, jaz sem šel tukaj čisto mimo tega. Ne. V bistvu pa res tako, da najprej je neka refleksija teme tistega dne, recimo če si vzamem neki sek, kako je recimo Jezus je že javno deloval in so se odločili, njegovi sorodniki, to je bilo še na začetku njegovega javnega delovanja, ne vem, koliko poznate Sveto pismo, odločili so se ti njegovi sorodniki, bratranci iz Nazareta, 4 so bili, da grejo do Jezusa, da je tak špatir naredil sramoto v Nazaretu, ki se je naredil kot cesarjev sin za Mesija, da so ga hoteli v prepad vršt. Se je rekel, zdaj pa moramo to norost ustaviti, zdaj že po Kafarnaumu hod, pa dela zgago, moramo to narediti. In smo rekli, najbolj ne naredimo tako, da vzamemo še mater zraven, da ga bo ona prepričala. Ona seveda ni mislila tako, naj se to opirala, ampak vedela pa je, da je bolje biti z njim, takrat, ko so bo njegov lastni rod obrnil proti njemu. In so res prišli do tja, ko je imel ravno, mislim, je bil Betsaida ali je bila Kafarnaum, zdaj pa točno ne vem, ravno mu Jezus nek nagovor, pa so mu eni sporočili. So rekli, evo, tvoja mati pa tvoji bratje, to pomeni bratranci, te čakajo in želijo. On je pa lepo rekel, kdo pa so moji bratje in moja mati? Pa se je distanciral od njih. Rekel, ja, tisti, ki mojo besedo poslušajo in uresničujejo. In je s tem dal priznanje Marije, ne, čeprav je na videz zavrnil. Ja, ampak kaj se je pa zgodilo? Največji čudež pri tem je bil, 3 od teh bratrancev so bili izvoljeni v ta zbor 12, jih je Jezus poklical med 12 apostole, Jakob mlajši, Simon Gorečnik in Juda Tadej. In smo tukaj, ne, in se je zgodil en velik čudež. Ne. In to recimo, enem poglavju sem to temo malo obdelal, potem je eno tako vprašanje za razmišljanje in si lahko tudi naredimo kako beležko, mogoče z lastnega izkustva mogoče reflektiramo to temo. Na koncu pa ena taka kratka molitev, en predlog kratke molitve. Tako da v bistvu knjižica spodbuja k nekemu osebnemu odnosu, mogoče primerna tudi za kakšne take duhovne vaje, za vsakdanje branje doma, koliko kdo želi. Profesor Štrukelj je v spremni besedi zapisal, da naslov te tvoje knjižice hoče povedati, da kristjani hodimo za Kristusom po Marijinem zgledu, po njeni priprošnji in pod njenim materinskim varstvom. Ja, točno tako, kot je povedal. Profesor Štrukelj je bil tudi moj profesor na teološki fakulteti. Zelo globok pobožen človek in tudi se zelo dobro pozna z zaslužnim papežem Benediktom XVI. Zelo dobro tudi ve, kaj se v Svetem sedežu dogaja. Urednik revije Komunijo in tudi recimo pozna tudi številne najbolj tiste težke teološke mislece, ki jih normalen človek oziroma nek poprečen človek težko razume. Še meni je težko razumeti. Ne. Jaz sem tu po Marijinih stopinjah, kakor je označena tudi naslovnica. V bistvu je bilo tako mišljeno, da s tem, ko sledimo Mariji, dejansko sledimo Jezusu. Ne? Zdaj pri nekomu, ki je, recimo protestanti na to gledajo malo drugače, ne rabimo čim manj posrednikov, mi se obračamo direktno Bogu. Ne? Ampak to skušamo z Marijinimi očmi reflektirati Jezusovo pot, ne? Ker če sledimo, gremo z njo, ne bomo prišli naravnost na cilj. In Marija ni cilj.
Marija ni Bog, vemo, ne, je človek, ampak usmerjena z Bogu, pravi, tudi v svadbi v Kani Galilejski, kjer je Jezus storil prvi čudež, je tam rekla, karkoli vam reče, storite. Je šla k služabnikom, ja, ona je šla najprej k Jezusu, pa rekla, vina nimajo, zmanjkuje. Čisto ena taka v bistvu brezvezna stvar, ki se nam zdi mogoče brezvezna, posvetna, da bo vina zmanjkalo. Ja, ampak za nekega ženina in neveste bila to strahotna sramota, da bi se to zmanjkalo, da bi žlahtne kapljice zmanjkalo. Ne? Ja, in mu je šla ona povedati, vse on je vedel, kaj se dogaja, ne? Ampak ga je ona še malo pocukala, pa je rekel, ja, pa kaj se naj to tiče zdaj? Tako, navide, zavrnitev, ampak ni bilo večkrat čut v njegovem zadržanju, ko je rekel, moja ura še ni prišla, malo negotovosti, ne? Ona je pa tudi vedela, da bo nekaj naredil, ker njej pa mora ustreči, ona je mati. In je ona takoj pomignala, ja, karkoli vam reče, takoj naredite to, ne? In je Jezus takoj že začel dajati ukaze, napolnite vrče z vodo. In ker potem ta starešina to probal, ni mogel verjeti, kaj pa je to? Ženin, kaj ga pa ti serjaš, ko rečemo Gorenci, ne? Najprej bi mogel ta boljše vino postreči, ne pa ta slabega najprej, pa potem tistega ta najboljšega. Rekel, taj pa tak, da ga še cesar v Rimu po mojem, da ne pije takega, ne? Ja, to so bile velike reči in so bili učenci Jezusovi, so mogli biti popolnoma iz sebe, ko so to videli, kaj se je zgodilo, da je tista voda postala vino, nemogoče, kako? Ja, ker treba vedeti tudi, ne, od teh Jezusovih apostolov je bilo kar nekaj takih, ki so bili prej učenci svetega Janeza Krstnika, ki je bil pa tak poščavniški, zelo asketski tip, on verjetno ne bi prišel na svadbo, Jezus pa je. In posebej mlademu apostolu Janezu se to zdelo strašno čudno. Kaj Jezus dela na tej požrtiji? No tako, če te brali mogoče, jaz se zelo prizadevam, da bi to knjigo ponatisnili tudi pri nas Sin človekov od Hinermana. Leta 1991 je bila izdana pri Ognjišču, pa potem mislim, da ni bila več ponatisnjena. Ampak je zelo v redu knjiga in jaz bi si zelo želel, da bi bilo to ponatisnjeno, ker je res krasno branje. To je evangelij v taki literarni obliki. Omenil si v bistvu, da pa v protestantizmu Marijo v bistvu ne častijo tako. Ne? V bistvu, če se ne motim, v bistvu so jo dali predvsem na stranski tir. Ti si svojo knjižico nekako bolj povzdignil v protestantizmu, mislim, da nima skoraj nikakšnega pomena. Ja, pa je, čeprav vse stvari tudi obračajo, ne? Že par desetletij nazaj je nek protestantski pridigar hrvaški, zdaj sem pa žal mi je ime ušlo. To bi moj tast vedel, ne, če bi ga vprašal še enkrat. Mislim, da je imel na Radio Monte Carlo, včasih sem imel na teh radijih zahodnih, sem imel tudi oddaje za države, ki so bile pod komunizmom, ne, tudi za Rusijo, oziroma odnosno za Ruse, za Hrvate, Srbe in Slovence tudi so imeli pač oddaje, verske oddaje. In je govoril, da bi mogli, mi, protestanti, dati več poudarka na Mariji, tako kot naši bratje katoliki. Mislim, nekateri se obračajo k temu, ne? Tako da to je dobra novica, ker grejo direktno na Sveto pismo in ga reflektirajo na ta način, ne? Ker ne moramo mi zdaj, ne? Ker v bistvu bi bilo malo čudno bi izpadlo, da bi mi delali zdaj neke svetopisemske študije o znanih ženah iz Stare zaveze, Ruta, Judita, Estera in tako dalje. Marijo bi pa kar tam ne vrgali nekam stran, ne? Te pa nobenega pomena, ne? Čudno bi bilo, ne? Če se dotaknemo še same Rimokatoliške cerkve kot ustanove in našega odnosa vernikov do nje, kar je močno povezano z duhovniki, škofi in papežem, ki jo predstavljajo in zastopajo v vsakdanjem življenju. Nas Slovenci je nedvomno najbolj navdušil pritegnjen papež Janez Pavel II. Sveti. Kot mladi kristjani smo ga množično z navdušenjem sprejeli, recimo v Postojni, v Sloveniji in tako dalje. Kako si ti doživljal Janeza Pavla II. In potem njegovega naslednika, papeža Benedikta XVI.? Ja, Janez Pavel II. Je bil za papeža izvoljen eno leto pred mojim rojstvom.
To pomeni, da v bistvu praktično večji del svojega življenja nisem poznal drugega papeža kot njega. Ne. Tam 2005, ko sem imel 25 let, je ta papež umrl. Ne. To pomeni, gledajte, to je v bistvu kar dolga doba. Ne. 27 let, zelo dolga doba je bil papež. In dejansko je zelo zaznamoval. In jaz sem ga spremljal takrat pač preko medijev. In nekako je bil tako ozračje spoštljivosti, neko tiho dostojanstvo in se potem malo zanimal že kot otrok. Ja, kdo pa je ta človek, ta papež? Se govoril, Janez Pavel II. Ja, potem pa rekel doma, ja, ta je pa z Poljske. Sem mislil, ja, Poljska pa, to je pa komunistična država. Se je pa zdaj malo čudno, ne, potem, ne. Ja, zanimivo in potem sem pa počasi začel reflektirati to, premišljati malo o tem, kdo je Janez Pavel II. No, potem sem začela ta obzorja odpirati in sem rekel, ja, kaj pa, če bi enkrat našo državo obiskal, sem si že kot otrok želel. No, potem sem pa že gimnazic, ko je leta 96 res prišel, to je bilo tako strašno navdušenje. Jaz sem bil sicer že na svetovnem dnevu potem mladih, tako da sem bil še na par drugih srečanjih. V Rimu, recimo na audienci na cvetno nedeljo 98. Potem na to Slomškovo beatifikacijo se spomnim, Svetovni dan mladih v Rimu leta 2000. Tako da kar je na par takih prelomnosti bilo in je imel res zelo zanimivo je bilo, ko je bil tisto obisk 96. leta. Jaz sem šel sicer, moral bi iti v Postojno, žal iz našega kraja ni bilo organiziranega prevoza tja. Tako da so rekli, ja, za Ljubljano organiziramo, če gre se z odraslimi in sem šel v redu, ne, za Postojno pač si boste mogli najti sami, ne. Žal te možnosti ni bilo. Sem pa spremljal po televiziji in mi je bilo, v bistvu počutil sem se ponosnega, da sem katoličan. To je potrditev v veri. Če se spomnite, geslo tega obiska je bilo oče potrdi nas v veri. Neka vrsta take nacionalne svete birme, ne bi se temu lahko rekli. No, jaz sem pa v škofijski klasični gimnaziji in papež je tudi obiskal takrat. Jaz takrat nisem bil med temi izbranimi dijaki, da bi papeža sprejeli. Se je pa zgodila zanimiva zadeva, ne. Decembra 96 smo imeli pa miklavževanje dijaki, ne. Tako, in se eden iz mojega letnika, ki je rad takole malo nastopal, se je oblekel miklavža brez brade in ki je prišel gor, je točno tako govoril, kot papež Janez Pavel II. Malo smo se mogli nasmejati, ker je rekel Miklavž, ima vas rad. Ne. To je bilo tako, zanimive anekdote so bile vezane na to. Papež me tudi navdušil, ker je bil v bistvu veliki častilec od Fatime, Božjega usmiljenja, recimo, in posvečen Mariji. Dal mi je velik zgled po osebni plati. Kaj pa Benedikt? Ja, Benedikt 16. Takrat so rekli, ne, ko so volili novega papeža, Josef Ratzinger je bil v bistvu kot dekan kardinalskega zbora, je vodil pogrebno mašo na trgu Svetega Petra in jaz sem bil pa med tistimi srečneži, ki sem se takrat prebil na trg. Kako nam je to uspel, ne vem, ker je bilo tak strahoten kaos takrat v Rimu in še zdaj ne ve, sploh ne moram dojeti, da smo na trg prišli, ne, ker to nam ni uspeli nikoli kasneje, ko so bile te beatifikacije Janeza Pavla II. In kanonizacija, ko se še potem dvakrat ni uspelo, ne. Ampak Benedikt je bil tipičen tak intelektualec, profesor, ne. Ni veliko potoval, on je bil pa zelo poglobljen, ogromno knjig je izdal, poznal sem njegove knjige, ampak so ga že takrat malo razglašali da je to en konzervativen, so rekli, Raci Pancar so ga imenovali posmehljivo nekatere, ne. Tako da ob njegovi izvolitvi sem skoraj malo zastopil, sem rekel, a se nisem mogel izbrati kakega bolj mlajšega, bolj karizmatičnega, ampak potem me je v bistvu pa zelo navdušil kasneje, ne. Čeprav ima nekoliko drugačen slog, mogoče ne tako množičen kot Janez Pavel II, ne, ampak dal je neko zelo močen pečat cerkvi zaradi teh svojih okrožnic
Bog je ljubezen, še mislim, da jih nekaj je bilo. Benedikt je potem, kot vemo, v bistvu presenetil s tem svojim predčasnim odstopom in kot vemo je bil na konklavah v Vatikanu za novega papeža marca 2014 izvoljen kardinal Bergoglio, ki se je poimenoval kot Frančišek. Že ob njegovi izvolitvi se je na veliko govorilo, da bo reformiral rimokatoliško cerkev. V kolikšni meri se ti zdi zdaj, da mu je to uspelo, ali pa je v določeni meri s temi svojimi poskusi reformiranja cerkve dosegel morda nasproten učinek? Možno, da ga je. Jaz sem takrat moram najprej reči, da ko sem bral kasnejše intervjuje z papežem Benediktom XVI, ko je bil že zaslužni papež, on je tudi ostro demantiral vse te teorije zarote, češ, da so ga prisilili v odstop, ker o tem se še zdaj veliko govori, da je bilo to odstop pod prisilo, da so mu držali tako rekoč pištolo na glavi, če ne podpiše odstopne izjave. On je to pač sam v knjigi demantiral in jaz lahko rečem, da mu čisto verjamem. Vse to, kar se je pol zgodilo, da je prišel nekdo iz južne ameriške kontinenta, iz nekoliko drugačnega miselnega okolja, so si pač rekel, dober, ima neki svoj slog, treba je malo predihati vso zadevo, ker se včasih zdi, kot da je vse tisto, kar smo do tedaj gradili, nekako podarilo. Ampak se je izkazalo, da ni čisto res. Res je bilo zdaj na nekaj zadnje čase slabe volje strani tradicionalnega toka, ker je nekoliko zaostril te zadeve, ker v bistvu te zadeve s tistim tokom, ki v bistvu zelo gradi na tem predkoncilskem obredu oziroma odnosno tridentinskem obredu, ki je osnova za tradicionalno latinsko mašo, tam prihaja v bistvu do težav z edinostjo, ampak mislim, da bi se dal te zadeve komot rešiti, če bi bilo malo več ponižnosti na vseh straneh. Vedel sem, da je v bistvu doktor Aleš Maver, zgodovinar, je nekoliko pojamral nad tem ravnanjem papeža in njegovih sodelavcev, če da so preostro šli. Nekateri drugi pravijo malo drugače. Jaz pravim, da v določenih smereh je neka reforma, mislim pa, da je spet ne tako velika, kot bi si kdo želel. Kaj pomeni reforma? To ne pomeni, da zdaj podiramo vse, kar smo doslej gradili. To pomeni, da mogoče samo osvežujemo to, ker v bistvu vsa tradicija, ki se v cerkvi gradi, pravzaprav ima oboje, ima Božje in človeško. Včasih se tisto človeško nekako opira temu Božjemu in tam je treba prečiščevati to in graditi naprej. So tudi, recimo, vemo, kako je recimo v naših župnijah, je recimo tudi tako, da so včasih kakšni vzorci vernosti, ki nam niso ravno všeč in mogoče tudi niso v skladu s tem, kar Bog želi. Ja, tako pač je v življenju in se moramo vedno znova reformirati potem. Vsak mora v bistvu sam, če tako rečem, jaz moram najprej, ne moram zahtevati reforme od drugih, od cerkve, če se sam ne prizadevam, da se sam prenavljam, spreobračam. Seboj sem prinesel katekizem katoliške cerkve Kompendij, ki ga je izdala Slovenska škofovska konferenca leta 2005 in odobril papež Benedikt XVI. Potem me zanima, ali se je katekizem katoliške cerkve, katoliški nauk zdaj v teh 15 letih kaj spremenil. Ali v bistvu je, čeprav se je veliko govorilo o teh reformah, v bistvu ostal v bistvu isti. Ja, to je zanimivo vprašanje, v bistvu prav zaradi tega, ker jaz sem se malo spraševal, danes se veliko govori o tako imenovanem modernizmu. Kaj pomeni modernizem? Modernizem pomeni dejansko, da se nek nauk, neko jedro nauka prilagaja trenutnim razmeram. Recimo rečeš si, tako, neka tipična modernistična trditev je to, da se vsi lahko sami s svojimi močmi zveličamo, da ne rabimo odrešenika, recimo, oziroma ali pa da se človek že po naravi lahko zveliča, ta je bolj taka, ta je bolj prikrita. Če se človek po naravi lahko zveliča, ker Boga išče, da s tem mu ni potrebno, da se krsti, da sprejme odrešenika, to pomeni, da v bistvu odpade vsaka potreba po misionarjenju, po znanjevanju vere
in da tu odpade tudi potreba, da bi se tu upirali tudi LGBT tokovom, če smo že pri tem. To je tak modernizem. Mislim, jaz ne vem, koliko se je nauk, če se je res kaj spremenil, ne bi rekel, so pa neki odkloni, se pa dogajajo v teh zadnjih 15 letih. Težko bi rekel, zdaj eno je, pri modernizmu gre za to, da se poseže v jedro. Vedeti pa moramo, da eno je jedro nauka, drugo so pa tiste zunanje pritike, ki se lahko spreminjajo. Recimo, vse, kar se danes v cerkvi dogaja, sodobni načini oznanjevanja, recimo prek Facebooka, sodobnih medijev, to še ni modernizem. Tudi recimo Sveta Maša, kot jo imamo, ne moramo šteti, da je to modernizem, zato ker je drugi Vatikanski koncil pač malo obrnil zadeve. Maša je kot je koncil, v bistvu sam po sebi ni sporen. Mogoče bo treba nekatere stvari revidirati, to se strinjam. Na spletnem portalu Blagovest sem pred časom zaposlil članek z naslovom Sporedni mehanizem po cerkveno. Bodo novodobni kvazi-krščanski razsvetljenci ustanovili paralelno cerkev. Zakaj pravzaprav gre pri tem, ali obstaja nevarnost nove cepitve znotraj cerkve, ali postaja ta vez med cerkvijo kot inštitucijo in samim verniki vse bolj ohlapna, ali pa je to čisto odvisno od kraja do kraja, od države do države? To je kar težko vprašanje. V bistvu zaradi tega, kolikor sem jaz že omenil, je prišlo, omenil sem že to cepljenje in cepitve. Se pravi, da so kar močne vojne med tistimi, ker v bistvu se je med kristjani, se mi zdi v Sloveniji, sploh tistimi bolj aktivnimi, se je zelo zažrl ta fideizem, to slepo vernost. Kaj to pomeni? Da v bistvu izključimo vsako naravno dogajanje, ki to stavimo na nadnaravno, da tisto, kar je pa naravno, kar je tudi Božje, odpade. Kaj to pomeni v praksi? Bom dal en tak primer. Recimo, da zdaj pridejo ene poplave, hude poplave, deroča voda. Jaz plezam tle na oken, pa rečem, Bog reši me. Pa priplavajo gasilci s čovnom. Pridi nam, rekel, ne, mene bo Bog rešil. Pa pridejo s helikopterjem, ponudijo vrov. Rekel, ne, rabimo vas, mene bo Bog rešil. No, pa voda toliko naraste, da me odnese in utonem. Pa se znajde pri Svetom Petru gor na prestolu, ne moreš noter, zavračal si Božjo rešitev. Pa rečem Bogu, ti seveda nisi me rešil, seveda, dvakrat sem ti poslal rešitev, pa nisi šel. Zdaj pa v vicah, tako. To je v bistvu ena taka slikovita predstava tega, in to, kar se v bistvu dogaja, ta vzporedni mehanizem, zdaj smo ta članek nekako reproducirali in mi je ena zabrusila nazaj in rekla, sej vi, ki ste za cepljenje, vi ustvarjate paralelno cerkev. Nismo prava cerkev. Vi ste eni paralelci tukaj s tem vašim papežem. V bistvu je tako, se je zgodil en tak razdor. To ni zdravo. No, upajmo, da bo tale korona čim prej odšla. Mislim, da do velike noči bi se morali spucati. Molimo za to, prosim. Približuje se koncu tega najnega pogovora. Lani oktobra smo bili priča v Rimu odprtju škofovske sinode z naslovom za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinoda o sinodalnosti. V čem je poanta tega, kaj pričakuješ od nje? Njen zaključek naj bi bil nekako oktobra 2023. Sliši se nekako malo hecno, sinoda v sinodalnosti, ki bi rekel sestanek o sestanku, malo čudno je, mislim, da je tako, da so se zdaj lotili neke zelo konkretne teme. Kaj sinodalnost pomeni? To pa ljudje ne razumemo v bistvu najbolj teh izrazov. Sinoda ne bila nek shod, ampak pomen besede pomeni synhodos, v grščini pomeni skupna pot. Mi gremo po neki skupni poti na cilj. Recimo, da smo na romanju, organiziran romanje v Medžugorje, gremo na avtobus in se peljemo proti Medžugorju. To je naša skupna pot. To je recimo sinoda, neke vrste. Tam na tem avtobusu se pa veliko različnih ljudi, iz različnih krajev, različne starosti, generacij,
celo političnih prepričanj se lahko zgodi, da smo, ne. Ampak, čeprav smo si še tako lahko različni, izmenjujemo si mnenja, ampak ostajamo pa na skupni poti v edinosti, ne? Ker malo čudno bi bilo, potem ne bi to Romanju uspelo, če bi se nekje na mrtvo skregali, pa bi rekel, ne, mi gremo pa po svoje, gremo ven z avtobusa, pa se bomo kar vrnili, ne? Malo čudno bi bilo, ne? In v bistvu po moje, da gre prav za ta princip, ne? Ker je v bistvu že papež tudi rekel, da to ni neki parlament, kjer bi nekdo prevladal nad drugim, ga preglasoval. To gre v bistvu za to, mogoče gre to za zadnjo priložnost, nekaj, kar smo v zadnjih letih zelo opuščali. Namreč glasovi nekaterih, mnogih, oziroma kar mnogih ljudi se v cerkvi, v tem mainstreamu ne sliši. V bistvu so nepomembna. Jaz sem imel, ali pa sem mogoče saj jaz imel tak občutek. Prej sem govoril o paralelni cerkvi, zdaj imamo tudi veliko skupino teh ljudi, ki se recimo nočejo cepiti, tudi oni imajo občutek, da so v bistvu krivično prezrti, da škofe nočejo poslušati njihovega glasu. Jaz jim verjamem, po svoje jih razumem, čeprav se ne strinjam z njimi. Tudi to, vzporedni mehanizem, to je v bistvu naslov Pezdirjeve knjige in upam, da bo gostoval tukaj, bo malo na drugačen način predstavil to svojo temo. Ampak hočem reči pa to, Sad sinoda je v bistvu zdaj priložnost, da mogoče damo možnost tistim, ki so bili doslej na obrobju, ki so opozarjali nekaj tudi, da povejo svoje in da zberemo ta mnenja in se potem skozi razločevanje izoblikuje, kaj pa Bog želi sporočiti prek teh glasov. Samo prek mojega glasu jaz ne moram reči, da sem prerok, da zdaj Bog po meni govori, da smo zdaj popolnoma prav. Ne moram reči tega. Jaz sem samo človek. Ampak preko glasov mnogih od nas, ko se bo zablokovala neka skupna točka, rdeča nit, se bo pa pokazalo, kam mora cerkev iti. Tu ne se pravi, tu gre za neko iskanje nove poti, ker mi smo v bistvu na takem zelo zahtevnem času. Sekularizacija je zdaj grozno napredovala, sploh zdaj v času korone, to je noro. To je v bistvu padlo, nekako se to sporočilo izgubila. Mi ne moramo zdaj živeti na lovorikah. Se pravi, koliko smo v 60-70 letih prejšnjega stoletja delali, pa dajmo še zdaj. Ne gre več. Tudi pri verouku opažam, in tu se velikrat pogovarjam z ljudmi, pravijo, da otroci odpadajo. Seveda, v družini, jaz sem tudi izhajal iz družine, kjer si nič molila doma. Jaz sem se mogel zato pa sam odločiti za molitev. In pravi, da mnogi starši pričakujejo, da jih bojo prvi verouk jih bojo naučili moliti, pa bojo že znali. Doma nam ni treba. Ni tako. Zato se zdaj v bistvu uveljavlja nov model verouka, družinska kateheza. Mislim, da v Slovenj Gradcu se že to izvaja, mislim, da se bo zdaj tudi v Celju pa tečaj Alfa, ker zdaj potreba pač nekako osvoboditi našo miselnost teh tradicionalnih vzorcev, ki nas malo dušijo, ki je rekel tudi že pokojni še nadškof Uran, je rekel, da je to izročilo premalo močno, da bi nas pognalo naprej, ker teh generacij tam mlajših ne dosega več. To je problem. Jaz sem zdaj opazval, 2 dni nazaj sem bil pri Kapucinih v Celju pri Maši, to je prišla ena skupina ljudi, ena takih tukaj mlajših, 6 jih je bilo, je prišla za eno pokojno staro mamo, ne vem, tako sem jo občutek, sprejeli so sedeli, jaz 2 vrste za njimi, niti iz teh božičnih pesmi niso peli, niso znali, še svete noči niso znali. Vidite, tako je, nekje se je pač ustavilo to sporočilo, treba bo iskati nove poti oznanjevanja, pričevanja. Čeprav mi je prišlo na misel, da pri taki inštituciji, kot je pač Rimokatoliška cerkev, je verjetno te reforme treba delati izredno previdno, da v bistvu ne zrušiš v bistvu korenine temelje, na katerih stojiš. Recimo, v bistvu, se morda je ta primerjava ne bo posrečena, kar bom povedal. Recimo, ko je Gorbačov začel z reformami v Sovjetski zvezi, je v bistvu s te perestrojko in glasnosti v bistvu spodkopal tudi samega sebe. In v bistvu komunizem pokopal, ampak
mislim, da se v primeru rimokatoliške vere kaj takega ne more zgoditi. Ne? Ne, se mislim, da se ne bo, ker v bistvu nauk bo ostal, ne, pač nauk mora ostati, mi rabimo mogoče tudi, mogoče je problem v tem, da so zdaj nekateri, mogoče naši dušni pastiri, res taki krizi brez idej, nekateri opozarjajo, da smo pri nas postali, preveč baziramo na čustvih, pa preveč na psihologiji, ne. Mi ne moramo tekmovati s svetom okoli nas, da bomo zdaj neki alternativni psihoterapeuti tu pri Mašah. Ne bo. Pri Maši je Kristus v centru. Maša ni psihoterapija, Maša ozdravlja duha, dušo, čustva, s tem, ko ozdravlja duha, ozdravlja dušo, čustva, spomine. Ne? Tega skoraj ni. In tle bi se od naših tih karizmatikov iz knjig lahko ogromno naučili, če bi bila volja za to. Samo se pa ne zdi tako malo, ja, ne, tega pa ne bi brali, to je pa malo preveč za nas. Bomo kar tako ostali, kakor je. Ne? In jaz sem skozi to poslušal, ko sem bil še, preden sem se preselil v Celje, sem član župnijskega sveta v svoji župniji in sem skozi sam to poslušal. To je bil en debatni krožek, kjer smo malo razpravljali, kaj bi mogoče kaj novega naredili, pa smo rekli, najbolj, da vse tako ostane, kakor je, najbolj varno. Pa, tako, zato, da ostanemo v svoji coni obdobja. Taki smo. Gašper, še za konec, kakšne načrte ima za prihodnost, ali pripraviš izdal še kakšne tovrstne duhovne verske literature? Zadnjič sem govoril, da pripravljam ene meditacije s klikom Božjega usmiljanja. Zdaj se to mečkano ustavil in razmišljam še enem drugim projektu in tak, bi rekel, roman, taka božična zgodba, da se postavim v vlogo enega prebivalca Betlehema, ki ni ravno strašno reven, niti ravno bogat, ima tam eno v bistvu kočo, ima neko manjšo kmetijo, nekaj zemlje, taki lončar. In ima tam malo stran od svoje koče, ima eno votlino, prezidano tako tudi kolibo, ki je že nekoliko opuščeno. In ta koliba postane bivališče Boga med ljudmi, ker se takrat znajde pozno po noči Jožef z visoko nosečo Marijo, on pa sploh ni tega pričakoval, ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo tam pri njem. Tako nekako, to sem imel zdaj zadnje čase v mislih. Hvala. Sedaj bi pa povabil še kakšnega iz občinstva, če bi morda še zastavil kakšno vprašanje vezano na politiko ali pa pač tudi bolj duhovno. Niti ni vprašanje. Ja, izvolite. Ja. Glede na to, da je gospod Gašper vas veliko duhovnega, da poznate več stoletno zgodovino oziroma več tisočletno zgodovino, vas bom poprašal za eno prognozo. Vemo, da Slovencev nas je 75% verjetno opredeljenih kot rimokatoliške vere. Sicer tega uradnega podatka nikoli ne bomo zvedeli, zato ker se ga statistika vztrajno izogiba, tudi v vseh popisih. Vendarle bi vas poprašal sledeče, ali menite, da se bo na letošnjih državnozborskih volitvah 24.4. vendarle pomemben del tistih, ki se v nedeljo udeležijo nedeljske maše, odločil in šel na volitve in ne bo volil leve politične opcije. Kolikšne so to možnosti? Hvala za vprašanje, zelo pomembno je in v bistvu nisem, pač če bi bil vedež, ne bi bil revež, ne? Ampak nekaj pa lahko pokomentiram, ne? To je, jaz sicer včasih malo kar obupujem že, ko vidim na Facebooku tam ljudje, ki so katoliki, imajo pa prepričanje, ki so pa, bi rekel, kar nekaj skrajno levo ali pa take neumnosti, ne? Ampak jaz upam, da je to samo ena manjšina. Kar se tiče tega, na volitvah je veliko dejavnikov, ki odločijo v prid ene ali druge strani. Mi imamo en bazen volivcev, ki so trdno prepričani kot levi, pa imamo bazen volivcev, ki so trdno prepričani kot desni, potem pa vmes ena taka, bi rekel, mestna cona, ker so malo, eni se bolj na to stran nagnjeni, malo na druge, eni so čisto indiferentni, eni se zadnji trenutek odločijo, eni pravijo, da ne bo nikoli šli na volitve. In to je vedno tako, to je tako zelo veliko tveganje. Vemo, da je volilnih upravičencev v Sloveniji tam nekje 1.700.000, bi rekel tako, čez palec, ne.
Zdaj pa problem, ne? Če se bomo mi, naša, bi se rekel, opcija, ne, cufala med sabo, ker zdaj tako, ne, vemo, da je te anticepilne stranke so bile zelo agresivne in so nekatere potegnile k sebi. To pomeni, da se lahko, da je veliko naših volivcev lahko razočaranih in ostane doma, hkrati pa se oni drugi mobilizirajo. In bo nenadoma razmerje, če rečemo recimo 800 000 na vsaki strani, da reče, da prije pri njih 700 000, pri nas samo 300 000 ljudi, to je grozno razmerje, to ima že ustavno večino potem. Ne? In mislim, da to mi ne moramo odločiti o teh dejavnikih, razen tako, da najprej rečem, sam grem na volitve in glasujem tako, kot je treba, pa mogoče tudi komu kaj rečem. Ne? Lahko malo komisionaram o tem, rečem, da ne sme biti vseeno za državo, ki imamo odgovornost do Boga, imamo odgovornost tudi do svoje domovine. Ne? Če smo notranje svobodni, bomo ravnali odgovorno. Saj smo odrasli ljudje. Tudi Slomšek je spodbujal k temu. To je v bistvo, ampak veliko bo pa tudi, ampak so pa tudi močne duhovne sile, ki jih mi lahko uporabimo, s tem, da se na Boga obrnemo z močnimi molitvami, z občestvenimi in tudi s postom. O postu skoraj noben ne govori, post ob kruh in vodi, kako močno je to, da se recimo ena skupina vernikov in 10 odloči, mi bomo pa imeli recimo 3-dnevni post s tem namenom in bomo vsak dan molili zvečer recimo 1/10 rožnega venca. Obstaja neka knjiga celo nekoga, enega teologa, ki sicer ni katolik, ne, ampak je pa, mislim, da je Anglikanc, post in molitev spreminjata zgodovino in naslov, vsaj meni se zdi, da je tako en tak naslov. In tam noter opisuje, prav pričevanja so noter, kako so se skupine vernikov postile, ko je bilo treba reševati hude probleme, mednarodne celo, z sveti deželi, mir v sveti deželi, in kako so se začele zadeve potem razreševati konkretno. Recimo vojna v Sloveniji. Jaz, oprostite me, ampak jaz verjamem, da vojna v Sloveniji bi trajala zelo dolgo časa, če ne bi bilo toliko noter molitve vložene, ker vemo, da smo imeli na Kureščku, smo imeli polno teh srečanj, že recimo meseca maja 91 so bile, je Marija prav naročila po očetu Špeličev, pridite gor na ta srečanja, molite. In tudi med vojno za Slovenijo, prosilo se je druge države, narode, ne molijo. Papež Janez Pavel II nas je podprl. In vojna se je zelo hitro ustavila, ne? Lahko bi bilo pa zelo hudo. Vemo, kako je bilo na Hrvaškem, kaj se je dogajalo. Kaj se je dogajalo z Vukovarjem? Kaj se je dogajalo potem v Bosni in Hercegovini? To je bilo nepojmljivo, koliko enega besa in zla. In mislim, da je bilo tudi rečeno, da je bilo na Hrvaškem bila ena zamujena priložnost tudi na politični ravni, sicer 91. leta, to je bilo sicer res, ne? Da je takrat Tudžman verjel obljuba Markoviča in Kadijeviča, se pravi Jugoslovani, da oni ne bojo nič napadali, nič nagajali, če bo Hrvaška spustila njih čez, da bojo šli napad na Slovenijo. In jim je verjel in to se mu je grozno maščevalo potem. In je mogel potem popravljati to leta 95 z sicer uspešno operacijo Blisk in Nevihta. No tako, mislim, da jaz ne moram dati nobene prognoze, ampak lahko pa veliko naredimo s tem, pomagati si moramo med sabo. Smo ljudje, ki so bolj operativni, ki delajo v volilnih štabih, ki kandidirajo, nagovarjajo volivce, je pa tudi nekaj takih, ki lahko naredijo na duhovnem področju nekaj. Stopiti moramo skupaj. Tako da sodelujmo, zmagujmo, bom rekel. Morda pa kakšno boljša prognoza, da gospod poslanka Karmen Furman, morda kakšno zadnjo besedo, zaključno. Hvala lepa za to, da ste mi dali besedo. Sicer zdaj ste me malo presenetili, ker jaz mislim pa še izvati za enim vprašanjem. Kar povejte, ja. Zelo zanimivo je bilo namreč tole poslušanje in razmišljanje v tej smeri, pa bi me zanimalo, če mogoče ste kdaj delali tudi kakšne prognoze ali pa
razmišljali v tem, predvsem odnos mladih do države, politike. Namreč zanimivo je dejstvo, da ne glede na to, no, katere volitve so, ali so to državnozborske, ali so to lokalne volitve, vemo, da nekako mladi ne hodijo, nimajo zanimanja, jih, bom rekla, politiko nekako postavljajo v ozadje, čeprav je politika tista, ki jim pa na vsezadnje vse nam kroji življenje, tako v vseh segmentih, ne. In morda vaše razmišljanje, kaj se dogaja tekom teh let v družbi, da vedno, bom rekla, nekako že kar malce brezbrižen časih odnos mladih do tega, kdo jim bo krojil usodo v naslednjih letih. Ja, to je kar težko odgovoriti, ker je to, jaz sicer poznam predvsem mlade in se res včasih imam občutek, da so res hočejo biti kritični od družbe in do inštitucij in tako naprej, ne, tako malo nekoliko tudi uporniški. In se mi zdi, da potem tudi te inženirji človeških duš potem usmerjajo ta njihov gnev pač na svoj mlin. Ne. To me časih kar me tudi bega, ne, moram priznati. Ne, zdaj opazujem, ko že ostaje recimo 2012 in 2013, jaz sem poznal celo mlade katolike, ki so tja hodili. So rekli, da je treba, da so vsi levi in desni isti, da je treba to zrušiti. Ne. To je to vse gliharstvo. In to, recimo v knjigi Slovenija ostan tudi to zelo napada. Ampak k sreči imamo nekaj mladih, ki so pristopili na pravi način. Tudi in tako da... Vsekakor pa moramo biti optimistični, da bodo tudi naši mlajši rodovi v bistvu odgovorno delovali in vodili našo Slovenijo. Ne. S tem zaključujem današnji pogovor v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Na obzorja. Hvala našemu gostu, hvala vsem vam za udeležbo, seveda pa ste vabljeni tudi k nakupu knjige Slovenija vstan in po Marijinih stopinjah. Hvala in lep večer še naprej. Hvala tudi vam.